bistvu zdaj nadaljujete neko tradicijo, ne? Kaj je bilo prej včasih tukaj? V starih časih, se pravi med obema vojnama, je bila to zelo znana ljubljanska gostilna z imenom Pri Kolovratu in v njej so se zadrževali penati. Se pravi, nekdani intelektualci, umetniki, boemi, književniki v veži lokala so imeli svojo penatsko mizo, za katero so se pogovarjali o politiki, filozofiji, tedanjem življenju, literaturi, umetnosti, skratka o marsičemu. In s tem, kar so za to mizo po kozarcu rujnega dorekli, so na nek način pravzaprav oblikovali izgled današnje Ljubljane. Kaj bo vaša tradicija, bi rekli, čez 10 let? Kaj boste vi počeli tu v tem prostoru? Želja Kolovrat teatra je to obuditi, se pravi penate, ustvariti na nek način novodobne penate, če se bo to seveda zgodilo. Se pravi, ponovno ustanoviti to penatovsko mizo v veži, ki postavlja potem svoja lastna pravila in vpliva na razvoj Ljubljane čez 10 let ali 20. Danes smo bili priča kulturnemu programu. Mislite to nadaljevati in v kakšni meri, v kakšni obliki? Vsekakor. Obdržali smo ime Kolovrat, ker je to pač to, kar nosi tradicijo, in dodali smo ime teater in zato smo Kolovrat teater. V lokalu je oder, na katerem se bojo redno dogajale prireditve od literarnih večerov do glasbenih večerov, se pravi živa glasba, jazz, blues, do stand-up večerov, do gledaliških večerov, manjših zaseb, se pravi monokomedije, monodrame, seveda tudi do DJ večerov in pa ena specialiteta, za katero se bomo potrudili, to pa je obuditi nedeljske popoldneve v Ljubljani, ker naj bi bila živa glasba povezana z gledališčem, popoldan, pozno v nedeljo, zato da se v Ljubljani bi takrat nekaj dogajalo.